pozdravljeni v današnji debati. Danes bo beseda tekla o kupcu in o ciljenju po življenjskem slogu oziroma postdemografskemu ciljenju. Vsi vemo, da je danes konkurenčno okolje bolj naporno in večje, kot je bilo kadarkoli. Ključ sodobnega brandinga je kupec. Ne samo, da vemo, koliko kupcev je, ampak da o njemu vemo vse. Predvsem pa, kdo so, kako živijo in kaj mu je pomembno. Pridobivanje novega kupca nastane 5 do 7-krat več, kot če ohranjamo zvestega kupca. In zvesti kupci so zlato. Saj prav ti pomenijo bistvo in so vredni tega, kar vse znamke stremijo, da zadržijo svojega zvestega kupca. Res je, Saša. Zvesti kupci so največje bogastvo vsake znamke, še večje bogastvo so zavezani kupci, ena stopnja višje. In zvesti in zavezani kupci so ob zaposlenih najboljši ambasadorji vsake znamke. Zaupajo ji, jo priporočajo naprej, širijo dobro mnenje, skratka, delajo tisto, kar na koncu koncev dela tudi oglaševanje. In v kombinaciji z zaposlenimi so pravzaprav ti zvesti in zavezani kupci najboljši gradniki ugleda vsake znamke. In zdaj, če hočeš graditi ugled, jih moraš tudi zelo dobro poznati. Vedeti moraš vse o njih, kaj so njihove skupne značilnosti, kako se odzivajo na komunikacijo, predvsem pa, kje jih uloviš in še pomembnejše, koliko jih potem, ko jih uloviš, tudi obdržiš. Še posebej to velja v današnjem času, ko je konkurenca praktično na vseh trgih močnejša kot kadarkoli doslej. To pomeni, da se vsaka znamka na tem konkurenčnem trgu ves čas sooča z napadi konkurence. Na koncu koncev cilj vseh konkurentov je, da naše zveste kupce odpeljajo na svojo stran. Na drugi strani je pač naša stalna, konstantna naloga, da svojega zvestega in zavezanega kupca obranimo pred napadi konkurence. In je to pravzaprav en tak neprestan proces, ki zahteva natančnost, ki zahteva osredotočenost in seveda, da smo lahko natančni in osredotočeni na te naše potencialno najboljše kupce, jih moramo poznati. In ko govorimo o tem, da poznamo kupce, to pomeni, da poznamo samo, da so opravili nakup, ampak da jih poskusimo obdržati, da nakup ponavljajo in postanejo naš zvesti kupec. In tukaj stopijo v enačbo vrednote. Ja, točno to. Vsaka znamka s svojimi dejanji na nek način izraža svojo osebnost in velja pisano in nepisano pravilo. Če se osebnost moje znamke pokrije z osebnostjo moje ciljne skupine, je verjetnost, da bo prišlo do neposrednega stika, je enako nakupa bolj verjetno. In v nasprotnem primeru, če se te osebnosti ne skladajo, je pač ta pot veliko težja. Zato v bistvu, ko govorimo o ciljnih skupinah, hkrati vedno govorimo tudi o zgodbi znamke, o njenih vrednotah in o njenem osebnostnem karakterju, torej v teh neotipljivem delu vsake znamke. No, in ljudje vemo, da karakter izražajo čez neke navade in pa življenjski slog in to velja tudi za znamko. Na vsak način, če smo včasih ciljne skupine opredeljevali po demografskih podatkih, torej govorimo o spolu, starosti, socialnem položaju, prihodkih, danes definitivno to ni več dovolj. Danes so resnično ključni življenjski slogi, ti pravzaprav povedo o tem, kdo so tvoji kupci, kakšni so, kako razmišljajo, bistveno več kot zgolj in samo demografija. In seveda tudi kriterij povezanosti z znamko v mnogo primerih, v večini primerov nikakor niso samo ni starost, ampak gre pravzaprav cel diapazon načina razmišljanja in zopet življenjskega sloga. In imamo tle razdelanih kaj več kot
13 življenjsko-slogovnih ciljnih skupin. Ja, mi smo v procesu proučevanja populacije, v iskanju in tipizaciji in segmentaciji populacije tvorili 13 tipičnih življenjskih slogov in ne samo to. Te življenjske sloge smo povezali še z Rogersovo segmentacijo. Everett Rogers je zelo natančno proučeval populacije in obnašanje ljudi v populaciji v odnosu do trendov in kasneje tudi v odnosu do znamk, in je pač ugotovil, da je v vsaki populaciji fiksen odstotek inovatorjev, zgodnjih sadilcev, zgodnje večine, pozne večine in mečkarčev. In hkrati je dokazal, da tista znamka, ki ima v svoji strukturi več inovatorjev, zgodnjih sledilcev in predstavnikov zgodnje večine, je v rasti, medtem ko znamka, ki ima presežek predstavnikov pozne večine in mečkačev, je v upadanju. Skratka, gre za nek cikel, gre za neka pravila, ki jih zelo pogosto uporabljamo tudi kot pomemben in dober element pri analizi strukture potrošnikov, uporabnikov posamezne znamke. No, ampak vseeno se bom vrnila ven, stopila iz življenjsko-slogovnih v tem momentu. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti, ki delamo pač v tržnem komuniciranju in marketingu, vemo, ne, da na večkanalnih komunikacijah je pa demografsko ciljanje na televiziji recimo še vedno edina valuta in dejansko so demografski neki segmenti edini kriterij, s katerimi lahko merimo neko uspešnost kampanj. Gotovo je to ena od težav, s katerimi se srečujemo. Dejstvo je, da meritve in metodologija merjenja gledanosti televizijskih programov ta trenutek še ne omogoča spremljanje podatkov po življenjsko-stilskih značilnostih. V osnovi so v ozadju demografski podatki, ampak vendarle v postopku proučevanja tvoje ciljne skupine je vseeno ključno in pomembno, da izhajaš iz življenjsko-stilskih opredelitev, da na podlagi teh opredelitev tvoriš od marketinške, kreativne do komunikacijske in medijske strategije in da seveda v zadnji fazi za checking uspešnosti tvoje kampanje na televizijskih kanalih narediš vendarle pretvorbo, najboljši možen približek tvoje življenjsko-slogovne ciljne skupine na demografske podatke, zato da lahko. Zdaj malo več sva o tem govorila v enem od prejšnjih videokastov, kjer smo govorili o optimalni delitvi investicij po kanalih, tako da lahko se tam pogleda malo več. Se pravi, če malo povzetka naredim za tiste, ki niso spremljali poglobljene debate, demografija ti da neko osnovo, se pravi, kje so in kje se nahajajo, medtem ko življenjski slog ti da pa neko globino in natančnost in tam loviš te specifike ujemanja. Ja, demografija na nek način ti da eno tako splošno generalno sliko, življenjski slog ali pa segmentacija po življenjskih slogih ti pa pove tisto, kar je pomembno, torej kako ljudje razmišljajo, kako se obnašajo, kaj jih zanima, kaj počnejo v prostem času in tako naprej in tako naprej. Potem se dodajo seveda še layerji, o katerih sva govorila, odnos do oglaševanja in kako pogosto konzumirajo vse. In to potem da neko celoto. Ne. Zdaj v praksi, ne, ko mi raziskujemo ciljne skupine, gremo čez 3 faze in prva od teh je analiza. Ja. Prvi korak je seveda vedno v analizi vsake znamke. Ja. In njenih konkurentov in mi to počnemo v odlični bazi podatkov, ki nam to omogoča, to je Median in TGI. Za mene je pač to raziskovalni zaklad, v katerem pregleduješ deleže, pregleduješ afinitete oziroma afinitetne indekse, primerjaš podatke med seboj, iščeš povezave. Včasih je potrebno pripraviti desetine tabel, pravzaprav pluješ po oceanu, brez da bi točno vedel, kam greš, imaš samo osnovni kompas in v okviru tega potem iščeš najbolj primerno pot
In seveda, dlje in globje greš, več tabel si pogledaš, bolj se jasni pravzaprav slika, kaj je dejansko v ozadju, v odnosih med znamko in njenimi kupci, kaj so vzročno-posledične povezave in te definitivno, to vedno na koncu ugotoviš, te povezave vedno obstajajo in na te se potem fokusiraš, prideš do osnovnih definicij. Jaz bi zdaj tle vseeno mogoče še dodala en del, ki ga nismo malo podrobneje se dotaknila, in to je, da ne glede na velikost znamke in kompleksnost znamke, pri demografski skupini dobiš eno ciljno skupino, medtem ko pri življenjsko-slogovni skoraj nikoli ne dobiš izključno ene ciljne skupine, ki jo nagovarjaš. Tako da razlika je, ko greš v globino, da znotraj ene demografske ciljne skupine ti razdrobiš to ciljno skupino po življenjsko-slogovnih navadah, in to velja tako za majhne kot za velike in za kompleksne znamke. Pri kompleksnih znamkah imamo lahko tudi po 12 življenjsko-slogovnih ciljnih skupin, medtem ko demografsko bi bile mogoče 2-3 prej. Tako da tu se potem pokaže ta globina, ki jo ta metodologija in analiza tudi prikaže. Kaj mi je pa še bolj pomembno mogoče izpostaviti je, da pri tej analizi zatem pogledaš tudi konkurenco. In tudi pri konkurenčnih znamkah zmeriš zvestobo. In to naredimo, zakaj točno? Podatki v bazi se ukvarjajo med drugim tudi z uporabo in pogostostjo uporabe posameznih znamk, torej Zvestoba. na načelni ravni tvoje in konkurenčnih. In znotraj tega seveda lahko ugotovimo moč zvestobe posamezni znamki. In eno od pomembnih pravil je, zvestega kupca konkurenčne znamke boš težko prepričal. Lažje boš prepričal tistega, ki konkurenčni znamki ni zvest, podatki to pokažejo, in vidiš, da išče alternativo za svojo znamko. Tega boš prepričal in ga potegnil v svoj asortiment. In potem je šele tretji korak, je pa Rodgers in uparjanje, kar sva prej govorila. Tretji korak je seveda vezan na nek način dodatno analitiko, je vezan na to, da ugotoviš, kako se tvoji zvesti, pa malo manj zvesti kupci pokrivajo življenjsko-slogovnimi segmenti, da bi na koncu koncev ugotovil pomemben podatek, kako ti segmenti sodijo v Rodgersovo segmentacijo, da bi lahko na koncu koncev, kar je seveda za vsako znamko zelo pomembno, lahko napovedal svetlo ali temnejšo prihodnost, oziroma na podlagi ustreznih struktur postavil pravzaprav pravilno strategijo in določil ključen in bolj pomemben fokus znotraj tistih ciljnih skupin, ki sodijo po Rodgersu v perspektiven segment. Se pravi, če malo povzetka naredim, tukaj se pravi v prvih 2 korakih življenjsko-slogovnega targetiranja in definicije ciljne skupine, mi ne dobimo odgovora samo o tem, kje kupce najdemo in kako se odzivajo, ampak tudi katere konkurenčne kupce lahko hitreje prepričamo. Tukaj je to osnova potem za 2 zadevi znotraj tržnega komuniciranja oziroma strategije v marketingu, ki se tiče tržnega komuniciranja. Eno je, da vemo, na katere kanale v kakšni meri komunikacijo umestiti, to je optimiziranje investicij. Na drugi strani je pa to osnova za komunikacijo, ton komunikacije, dikcijo in prilagoditev dikcije glede na življenjski slog in ciljno skupino, ki jo imaš pred sabo. In še ena pomembna zadeva se mi zdi, na ta način lahko dovolj enostavno prideš do potenciala, ki ga tvoja znamka, realnega potenciala, ki ga tvoja znamka ima v prihodnosti. Torej, če veš, kakšen je življenjski slog tvoje ciljne skupine, če veš, kako ta življenjski slog vpliva na odnos s tvojo znamko, če veš, kakšen je način razmišljanja te tvoje primarne ciljne skupine, lahko, jaz temu rečem, iščeš potem lookalike, torej vse tiste, ki so po načinu razmišljanja, po state of mindu podobni tvoji ciljni skupini,
ker je zopet verjetnost, da boš te prepričal bistveno večja, kot če boš ciljal v prazno. In ko to vržeš zopet v podatkovje, preprosto zračunaš na tvojih 300,000 kupcev, je dober potencial še dodatnih 150,000 kupcev, ki razmišljajo podobno kot tvoji ljudje. In ko mi na to dodamo še Rodgersa, to je pa ključno, da vidimo, da vnaprej lahko vemo, kam bo znamka šla. Ja, verjetno ni ta pravi izraz, da sem se igral s podatki, ampak ja, meni je vendarle analitika del mojih poslovnih iger. Seveda, namensko sem šel preverjati strukture uspešnih znamk v Sloveniji in jih primerjati z tistimi, ki so manj uspešne. In seveda sem bil fasciniran, ker sem ugotovil, da pravzaprav strukture, ki smo jih izhodiščno postavili, torej življenjsko-slogovne strukture in Rodgersova struktura, absolutno velja in deluje. In jo je vredno upoštevati pri analitiki in načrtovanju prihodnosti svoje znamke. Se pravi, ti je to osnova, potem preden se lotiš nekih strateških odločitev, oziroma za preverjanje, ali si na pravi poti, ali se ti na znamki kaj spreminja. Tako je. Na tej točki bom zopet povabila nama v debato našega današnjega gosta, da ne bova sama pametovala o tem, kako mi to počnemo, da se dotaknemo mogoče tudi primera iz prakse. Kot sem napovedala, se najini debati pridružuje gostja. Z nama je danes Sara Bogomolec, vodja marketinga BTC City. Sara, pozdravljena in dobrodošla. Sara je na BTC-ju že več kot 22 let. Tam je začela svojo kariero in zagotovostjo lahko rečem, da če kdo pozna znamko in kako se je okolje znamke in konkurenčnost trga spreminjala, si to ti, Sara. Ko govorimo o znamkah in o konkurenčnem okolju in o strateškem ciljanju, je posebnost v tem, da recimo BTC je znamka, pa v bistvu združuje mnogo znamk. Je specifična kategorija, saj upravljate 3 nakupovalna središča, lokacijsko ste prisotni v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti, kar pomeni, da vi za osnovo ne štartate in začnete pri življenjsko-slogovnem, ampak pri regionalnem in dejansko neka mal druga osnova prvega koraka. Kako je s tem pri vas? Drži. Najprej lep pozdrav tudi vama dvema, pa hvala za povabilo. Ja, kar nekaj časa sem že v bistvu v BTC-ju in v bistvu vpeta tudi v to središče, če temu tako rečem, in pa samo blagovno znamko imam nekako kar v svojemu DNK-ju. Mislim, da jo tudi BTC-jevci zelo ponosno nosimo, ker je pač eno izmed podjetij, ki ima v slovenskem prostoru kar lepo pa bogato tradicijo in to si pač zasluži nek poudarek. Drži, da imamo pač 3 središča v 3 različnih mestih in zaradi tega tudi ciljne skupine najprej ločimo na neki regionalni ravni. Od tukaj je v bistvu prva neka selekcija se naredi in potem se za vsako od teh središč določa ciljne skupine posebej. Se pravi, pač to je nek prvi nivo, pa drugi nivo segmentacije in če te podatke razmejiš, potem tudi lažje delaš strategijo za naprej. Jaz moram reči, da mene je kar fasciniralo, ko sem dobil v roke vaše materiale in videl v bistvu izjemno zanimiv koncept definicije ciljnih skupin. Namreč pri vas izhajate iz na nek način nakupnih navad. In če imam dobro v spominu, definirate 5 ciljnih skupin. Lahko kaj poveš o tem? Ja, že kar nekaj časa nazaj smo v bistvu postavili neke profile, bom temu rekla, poimenovali neke ciljne skupine, ki smo jih definirali na podlagi življenjskega sloga, ker je v bistvu demografija pravzaprav premalo, da bi lahko dosti natančno ciljev, vemo, da v poplavi vsega, kar danes je, tako ponudbe kot kanalov, že v vsej analitiki, ki je dostopna, zelo težko dobro zadanemo. Določili smo v bistvu glede na nakupovalne navade, se pravi nek življenjski slog, te tipične, ciljne skupine. To so v bistvu vodljivi potrošniki, trendovski poslovneži, varčni nakupovalci, uglajene gospe in pa show-off potrošniki. Vsak od teh ciljnih skupin definirajo neke tipične značilnosti, kaj jih zanima, kje so tudi dosegljivi, se pravi, na katerih kanalih jih lahko najlažje targetiramo in v bistvu na podlagi tega potem tudi
gradimo strategijo, izvajamo aktivnosti in prilagajamo tudi v bistvu način komunikacije oziroma kje komuniciramo. Zanimivo je, ne, da pač glede na to, da so pravzaprav te vaše ciljne skupine fiksno definirane že kar blizu desetletja, ne, je seveda skozi to lahko spremljate tudi, kako se delež potrošnikov znotraj teh ciljnih skupin pri vas menja. Kar pomeni, da lahko ves čas prilagajate svojo strategijo in recimo videl sem podatke, ne, da je v zadnjem obdobju so šli varčni nakupovalci gor, pa me zdi show-offi tudi. Tako zanimivi premiki se dogajajo vendarle znotraj fiksnih skupin in mogoče prilagajanja. Se mi zdi to odlična priložnost za dobro delo na koncu koncev. Pa te ne bom nič dodatnega vprašal tukaj, bom mogoče se osredotočil na eno drugo zadevo. Pomnim se, da smo leta 2022 delali še dodatno segmentacijo po naših življenjskih slogih in po Rogersovi segmentaciji, zato da bi ugotovili to, kar sva že imela Sašo prej razlagala, ne, ali BTC kot blagovna znamka, torej nakupovalno središče BTC ima perspektivo ali jo nima, ne, dolgoročno, in smo seveda ugotovili, da imate po naših kriterijih praktično idealno strukturo tudi po teh kriterijih, in se spomnim, da smo takrat napovedovali rast in seveda tudi ta del spremljamo, ne, in mi je izjemno zanimivo, da so podatki zopet v TGI-ju pokazali, da ste v letu 2023 imeli 12% rast obiskovalcev oziroma kupcev v vaših nakupovalnih centrih in še 10% v prvi polovici letošnjega leta, kar pomeni, sem nekaj zamočil, pa bom zdaj popravil, ne v 2023, ampak v 2024 ste imeli 12% rast in v letošnji prvi polovici še 10% rast in ja, to je spodbudno, res dober rezultat. Imaš kakšen komentar? Ja, zelo dober rezultat, bom rekla, in pač tudi podatki povejo, da smo na pravi poti, torej da nekaj delamo v redu. Ne? Tako kot si prej omenil, pač strategijo prilagajamo glede na sprotne rezultate, do katerih imamo dostop, in to je v bistvu zlata vredno. Ja. In pravzaprav delamo vse, ne? In ponudbo in marketing za našega kupca. In pač dokler bojo številke podpirale v bistvu to, da gremo v pravi smeri, smo lahko... Greste v tej smeri naprej. Tako, gremo v tej smeri naprej. Zdaj, jaz moram reči, da je meni to pač fascinanten podatek, ne? Sploh zaradi tega, ker dejansko imate definirane že od zelo zgodaj enake življenjsko-slogovne ciljne skupine in jim sledite in se tudi to rezultira v rezultatih. Ne smemo pozabiti na konkurenčno okolje. Ne? Ko BTC nastajajo na začetku, je bila konkurenca veliko manjša kot danes. Ne? V obdobju, ko je BTC prisoten na trgu, so zrastle od na Rudniku centri, na Šiški centri, se pravi, se vam je konkurenčno... Aleja je prišla. Se pravi, konkurenčno okolje trgovskih centrov je postalo sploh na področju Ljubljane zelo, zelo nasičeno. Pa kljub vsemu, rezultati kažejo, da v zaledju skupaj z ostalimi stvarmi vam te razumevanje ciljnih skupin, življenjsko-slogovnih skupin kaže pravo pot in je to neko res odlično orodje za rast. Ne? In je hkrati dokaz, ja, ne, da podatki niso sami sebi namen, ampak so dejansko lahko odlična osnova za konkretne strateške odločitve in dober in odličen pomočnik za iti naprej. Drži. Tako da jaz bi mogoče v tej točki zaključila debato. Se mi zdi, da je vaš primer res izvrsten primer, da se v določenih segmentih demografsko ciljanje ne more aplicirati do te mere, da bi lahko zadostil vse potrebe znamke. In način, ki ga uporabljate, je dokaz, da
to vrstne osnove v zaledju delujejo. In bi zaključila pogovor z tem, da se zahvalim za tvoj obisk, da si bila danes z nama in upam, da smo vam malo osvetlili področje življenjsko-slogovnega targetiranja in ciljanja in da boste se poglobili tudi v kakšna naša ostala orodja. Hvala.